Prvo čajanko v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice v letu 2015 je s svojim obiskom popestril Ivan Sivec. Zbrane gledalce in poslušalce je v sredo 14. januarja v poznih popoldanskih urah popeljal v rimsko zgodovino s predstavitvijo svoje romaneskne tetralogije Rimljani na naših tleh. Predavatelj je napisal kar 123 knjig in imel po Sloveniji več kot 900 predstavitev. Sivčeva tetralogija o Rimljanih na naših tleh je šla v lanskem letu na podlagi raziskane preteklosti. Za vse rimske študije je bilo potrebno 2 leti študija, po najmanj 10 ur na dan, predelal je več kot 70 knjig in znanstvenih člankov, obiskal veliko strokovnjakov z tega področja, pregledoval muzejska gradiva in osebno prehodil opisane kraje v knjigah. Tako so temelji njegovih knjig zgrajeni na realnih podlagah. Iz njih poženejo zgodbe, ki so se zgodile v preteklosti, lahko pa so tudi zgodbe sedanjosti, mogoče celo zgodbe prihodnosti. Sicer pa tudi Rimljani niso žalostna tema, da ne bi to mislili, da sprotno. Jaz vam bom zdaj povedal nekaj nasplošno, potem pa pokazal še okrog 100 fotografij, tako da boste videli, da je to tudi vse autentično. Stvar je v tem, da v zadnjih 20-30 letih je ogromno tega novih dognanstvištva, novih izkopavanj, novih znanstvenih dosežkov, rečem lahko, člankov, knjig, tako da se ta veda se dobro razvija. Morda bi rekel, nasplošno se toliko ne ve, ampak v strokovnih znanstvenih krogih tega veliko. Jaz kot novinar in tudi kot, bi rekel, kot pisatelj imam odprte vrata, tako rekoč posod. Če me pa vržejo skozi okno, pa prijem skozi drugo okno noter. Tako da ni nikdar problem, kar se tega tiče, da ne bi prišel do podatkov. Teh podatkov in tega vsega je pa v resnici posod veliko. Tako da sploh ni težava. No in bil sem enkrat v Ljubljani na razstavi o Emoni. Vi ste bilo lani 2005 Emone, ampak to je bilo 3 leta pred tem in se je zgodilo nekaj posebnega. Namreč stvar je bilo tem, da gledam oblačilno kulturo Emone, dr. Bernarda Županek je to imela eno lepo razstavo, ampak jaz kot novinar imam vedno tudi vstop, bi rekel, skozi zadnja vrata, da nekaj več izvem. In ker sem že nekako slutil, da bi to napisal na knjigo, tudi o Emoni, o življenju pred 2000 leti, obstaja samo ena knjiga od Mire Miheličeve, dobra knjiga, ampak samo ena, ker me je zelo čudi. Nekaj zgodovinskih knjig obstaja, tudi sicer je zgodovinsko knjigo nekoliko težje napisati, ker je treba veliko stvari prej preštudirati. Jaz imam v knjigi noter nameno vsaki knjigi, ki je tukaj tudi nekaj s sabo, celotno napisano, koliko je virov, okrog 100 virov. Knjige, separati, članki in tako naprej. Karkoli na tisto temo sem si poiskal in potem tudi knjig napisal, da lahko tudi strokovno to potem naprej poišče. No, na tisti razstavi sem bil, ona me je razlagala na 4 ure in je rekla, je lepo prosim, napišite knjigo. Je rekla, toliko malo ljudje vedo, ampak ne znajo, bi rekel, ne znajo, niti ne v teh znanstvenih krogih, da rado to znanje ostane. V teh inštitutih, v raznih muzejih, vse to veliko tega znanja tam ostane, ker je to za ožji strokovni krog. Nasplošno se pa manj ve v tem. Tudi v šoli se so odmerno kar premalo v tem uči. Rekla, napišite knjigo. Je rekla, vam lahko pošiljam še kakšne članke v zvezi s tem, da se je to lepo prosim. In mi pošilja ta gospa samo iniciativno članke od sebe in od kolegov. Jaz to doma samo dajem tako na kup, se kup viša, nekoč me žena odkjera v šoplice. Torej za mene je, to bi rekel malo čudno, da bi tam se 8 ur na dan pa nekaj delo, in 4 ure že, ostalo pa potem vzamem samo material, pa kaj berem. In sem takrat iz članka vzel in v tistem članku se je zgodil, je bila ena zelo zanimiva stvar napisana, ki pa se je meni, tako ko sem si razstavo ogledal, že naslednjo noč sanjala, da se ljubezenski trikotnik, ki se je dogajal v Emoni. Ko pa pride do tistega članka, pa točno tisto je bilo tudi napisano na enem od spomenikov. Emona kot mesto je bilo tako umetno mesto, 300 metrov, krat 400 metrov približno, potem so bili pa nagrobniki pri vstopu v mesto, pa na izhodu iz mesta. In navadno so imeli, da so na nagrobnike napisali življenjepis. Na enem nagrobniku je pisalo:
Dva sva te ljubila, oba sva te izgubila, o draga moja mira, zakaj od naju si odšla, pa še tako naprej, v tem smislu, točno tisto, kar sem jaz sanjal pred prvo noč po razstavi. Se rekel, čakaj, to je pa zdaj en klic iz vesolja, iz onostranstva, ali kaj vem, sem šel potem vprašati ne psihologe, pa psihiatre, sem znal, kaj posebnega dogaja. Pa je zelo dobro rekel, prav zgodbe krožijo. Te arhetipi, to je tudi že napol znanstveno dokazano. Vi, jaz, kdorkoli, nismo samo tisto, kar smo tukaj, ampak smo tudi delno od prednikov, deloma tudi od otrok, od vnukov, pradedov in tako naprej, pa tudi od, recimo, slovenstva, če smo slovenci, če smo druge narodnosti do drugega, pač vse skupaj se to zgnete nekako v človeku in pravi, ta zgodba pa se je preprosto poiskala, je ta psihiatr razložil. Pravi, vi ste v bistvu strelobod, da bi ta zgodba v vas, vi morate napisati, da ste naprej. Se nekaj, če je tako, potem bi morate tudi napisati. Vsa imena so iz tistega obdobja, vsi nosilni junaki so zgodovinske osebnosti, v vsaki knjigi so navedena zgodovinska dejstva in slovarček imen. Portreti glavnih junakov so zgodovinski, a hkrati sodobni, z besedo prikazani pozitivno, v vsej svoji človeški veličini in osebni nemoči. Knjige o Rimljanih na naših tleh so izšle v lanskem letu v odličnem sodelovanju z vsemi njegovimi družinskimi člani. Po njegovih knjigah snemajo tudi filme in televizijske nadaljevanke, v žive slike sta Štiglic in Končar spremenila njegove mladinske povesti, Pozabljeni zaklad, Vlomilci delajo poleti, Zakleta bajta in Princ na belem konju. Na njegovem seznamu del so tudi dela z resno mladinsko problematiko, njegova najbolj brana mladinska knjiga je Zadnji megažur, socialni roman s problemsko tematiko samomora med najstniki, ki se v obdobju odraščanja srečujejo s težavami v ljubezni, v družbi, družinah in rešitev le-teh iščejo v alkoholu, drogi, nasilju in samomoru. Avtor pove, da veliko hodi po šolah in sodeluje pri bralni znački. Pri pripovedovanju te zgodbe mnogokrat nastane smrtna tišina in pravi, da mladih bralcev nikakor ne gre podcenjevati tudi pri tako resnih in zapletenih situacijah. Na tokratni čajanki v Slovenskih Konjicah je gost predstavil njegov izjemni knjižni podvig Tetralogijo Rimljani na naših tleh. Prva knjiga nosi naslov Zadnji keltski poglavar. To je povest o zadnjih bojih in prvi ljubezni v Cezarjevih časih, o jantarni poti, ki je povezovala Baltik in severni Jadran in je potekala preko našega ozemlja pred več kot 2000 leti. Keltski modreci so se trudili, da bi ozemlje ohranili potomcem in stari veri. Staroselcu Epu se ponudi enkratna priložnost, da zbere 7 jantarnih jagod in tako reši svoje ljudstvo propada. Ob tem se nesmrtno zaljubi v lepo Lajano. Razplet zgodbe pokaže, ali bo keltski bojevnik rešil svoje ljudstvo, ali pa ga bo izdal pohlep po bogastvu. V drugi knjigi je povest o ljubezenskem trikotniku med sužnjo, staroselcem in Emoncem z naslovom Usodna emonska lepotica. Pred 2000 leti so Rimljani na ozemlju zdajšnje slovenske prestolnice zaorali tako imenovano prvo brazdo in začeli postavljati novo rimsko mesto Emono, legionarjem pa so začeli deliti zemljo vse tja do planin in južnih rek. Staroselci so se seveda počutili ogroženi, na naše ozemlje so začeli iznenada prihajati bogati trgovci, obrtniki, gostilničarji, pa tudi suženjska delovna sila. V lepo sužnjo Tesalijo se nesmrtno zaljubita kar 2 staroselca, in sicer Ekaj in Brok, pa tudi sin rimskega patricija Gal. Bodo Rimljani uspeli na hitro zgraditi Emono, predvsem pa, kdo bo osvojil emonsko lepotico, ki igra po vrhu še izredno lepo na harfo in iz nje izvablja nebeško lepe zvoke. Burja nad mrzlo reko je tretja knjiga po vrsti in je povest o strastni ljubezni in iskreni spravi v času cesarja Teodozija. Na naših tleh v vrh polju pri Vipavi se je ob mrzli reki ob reki Vipavi septembra 394 odvijala med pogansko in krščansko vojsko ena največjih antičnih bitk. Na obeh straneh je v 2 dneh padlo več 10 000 vojakov. Zmagal je cesar Teodozij, ki se je bitke udeležil tudi osebno, pri tem pa sta mu domnevno pomagala tudi božji privid in znamenita vipavska burja. Podobni siloviti viharji pa so v notranjosti duš potekali tudi pri poganki Rufini in puščavniku Rekaredu, ki sta vsak po svoje zavezana svojemu prepričanju. Ljubezen med njima pa ju postavi pred hude preizkušnje.
bosta lahko presegla 100-letne zamere in bo prišlo kljub številnim zvijačam drugih, vsaj med njima, do sprave. V zadnji, 4. knjigi je povest o propadu rimskega cesarstva na našem ozemlju z naslovom Atila, šiba božja. Atila je glavni junak, veliki vladar vseh Hunov, ki se potem, ko je pokoril že mnogo ljudstev na območjih, kjer trava več ne rase, odpravi na pohod proti Mediolanu, današnjemu Milanu, pot pa ga pelje tudi čez naše kraje, kjer vsi spoznajo njegovo neomajno surovost, ki jo lahko za nekaj časa zmehča samo ženska. V Rim se je v bistvu napotil po nevesto, cesarjevo sestro Honorijo, ves čas pa je imel pred očmi tudi lepo Burgundko Ildiko. Zgodba pripoveduje o tem, ali bo Atili uspelo zasesti rimski prestol, ali pa bo po številnih spletkah našel svoj zadnji dom ravno na našem ozemlju.